Torej, dobro jutro še z moje strani, spoštovani gospod predsednik, spoštovane državne sekretarke, spoštovani kolega s tujine in pa spoštovani organizatorji. Hvala za vabilo. Zdaj jaz moram reči, da v Deloittu smo nekako zelo zadovoljni bili, da smo bili povabljeni k temu projektu. Jaz osebno mislim, da je to zelo zanimiva tema. Zdaj to ni prva razprava, številni tukaj v dvorani ste že poslušali mojo prezentacijo, tako da upam, da bom povedal kaj novega, zdaj veselim me tudi, če bo kakšno vprašanje. Zdaj, kaj je bil namen te naše študije? Namen te naše študije je bil, da pregledamo, kakšna je trenutna situacija avdiovizualne industrije v Sloveniji, potem kakšni so neki učinki, kakšni so trendi v tujini, kakšne so prakse v tujini nazadnje in pa seveda pripravili smo tudi nek, bom rekel, nabor nekih ukrepov, kako spodbuditi to industrijo v prihodnje. Študija je dostopna na spletni strani AIPE, na aipa.si, tako da kogar to bolj podrobno zanima, imate cel dokument na voljo na njihovih spletnih straneh. Zdaj, če pogledamo najprej, če grem k nekim ključnim ugotovitvam. Zdaj, kar je verjetno bistveno, je, da ima ta industrija in to tukaj smo se naslanjali na, bom rekel, številne raziskave v tujini, tudi mi smo naredili predvsem intervju, se pravi, predvsem so tukaj neki pomembni multiplikativni učinki. Kaj to pomeni? Se pravi, da ne gre samo za finančne, gre za splošne ekonomske učinke, se pravi, za vsak evro, ki se tukaj generira, obstaja nek multiplikator, koliko se potem evrov in drugih, bom rekel, nefinančnih učinkov sprošča v nekem gospodarstvu. To bom kasneje malo bolj podrobno predstavil. Potem gre čisto za neke fiskalne učinke, se pravi z vidika ministrstva za finance, za gospodarstvo, se pravi vsak evro bruto dodane vrednosti v tej industriji generira 40% tega, prispeva nazaj v proračun, preko davkov, prispevkov in tako naprej. Se pravi, gre za nek neposreden fiskalni učinek. Zdaj, neke druge ugotovitve tudi so, da ima ta industrija ima, bom rekel, pomembno vlogo pri razvoju lokalnih gospodarstv, pri razvoju manj razvitih regij, bom tudi prikazal kasneje v določenih državah dejansko skuša prek tega tudi spodbujati manj razvite regije. Bistveno je tudi privabljanje tujih avdiovizualnih projektov, se pravi avdiovizualnih projektov iz tujine in pa izvoz naših, se pravi tukaj je, bom rekel, precej konkurence med državami, države imajo različne mehanizme, kako to spodbujati. Po drugi strani pa vidimo, da je tukaj po točko 3 upad javnega financiranja, se pravi javno financiranje v zadnjih 5-6 letih, kar smo številkami pokazali, stagnira, se pravi vrtimo se okrog 10 milijonov evrov, ne glede na to, da dejansko pa bruto dodana vrednost, se pravi koliko denarja se generira temu sektorju, pa strmo narašča od leta 2013, se pravi delež javnega financiranja v tej industriji se drastično zmanjšal v zadnjih 7 letih. Zadnje, mogoče najbolj pomembno, da gre pa ta avdiovizualna industrija skozi obdobje nekih številnih sprememb, se pravi vidimo, da naraščajo distribucijski kanali se spreminjajo, narašča povpraševanje vsebin na zahtevo in tako naprej, se pravi vse, kar prek interneta dostopamo, se pravi to za sabo seveda potegne tudi, bom rekel, spremembo v publiki, spremembo v navadah ljudi, se pravi tudi to je treba, bom rekel, upoštevati pri kreiranju neke, bom rekel, nove državne strategije. Po drugi strani, javni sektor v vseh evropskih državah ima še vedno zelo močno pozicijo, se pravi več kot 20% avdiovizualne industrije v državah v EU, v povprečju, prihaja iz javnih virov, se pravi, kar je veliko. En podatek tak je bil v momentu zanimiv, da pa filmska industrija pa stagnira, se pravi filmska delež, se pravi, oziroma obseg proizvedenih filmov v EU stagnira, gre pa za precejšnjo povečanje, bom rekel, drugih avdiovizualnih vsebin. Zdaj, če pogledamo, kaj so neki najpomembnejši direktni učinki avdiovizualne industrije, zdaj tukaj na levo, mogoče, če gremo najprej k turizmu, navajamo par primerov, meni so bili zelo zanimivi, ko smo do tega prišli. Blejski grad, Blejski grad, danes so tam najbolj, bom rekel, številčni gosti, več kot 200% gostov prihaja iz Južne Koreje, zakaj, ker je bila tam snemana neka serija Črni princ, za katero sem nikoli prej slišal, ampak dejansko zaradi tega toliko gostov prihaja iz Južne Koreje, najbolj številčni gosti, bolj kot slovenski. Imamo tudi tukaj en citat od islandskega filmskega komisarja, Islandija kot neka, bom rekel,
država je zelo atraktivna, ne, geografsko, kot tudi Slovenija, ne bom poudaril, kot Slovenija tudi zelo atraktivna. Ne, in v Islandiji so delali študijo, več kot 60% turistov obišče Islandijo zato, ker so videli v filmu serija, ne, se pravi ogromno filmske produkcije se zaradi atraktivnosti Islandije odvija tam. Ne. En primer, ki sem ga, prejšnji teden sem bil neki na službeni poti v Ameriki in sem letel na eni notranji liniji z United, pač neka ta kompanija ameriška, ne, in sem bil na avtobusu čist tlačen, bral ta njihov in-flight magazin, ne, se pravi publikacijo od United Airlines. Ne. In sem naletel, je bilo pač nek nabor 10 najbolj zanimivih turističnih destinacij v letu 20, ne, in je bilo tam, so bil Curaçao, pa Brazilija, pa Havaj, pa ne vem kaj, pa hiša Franko Kubariti. Je bilo noter v, da bom rekel, notranji liniji neka, bom rekel, ameriškega letalskega prevoznika, ne, kar je zelo zanimivo. Ne, v bistvu to hočem napeljati na to, da kakšen učink imajo lahko to vrstne zadeve. Ne. Zakaj hiša Franko? Ker hiša Franko se na Netflixu je bila tist Masterchef serija bila, ne, in tam so se pojavili in prek tega je v bistvu zelo povečal prepoznavnost seveda same hiše Franko, pa tudi, bom rekel, Kobarid in Slovenije kot neke širše destinacije. Sem prepričan, da na unem avionu 99% ljudi sploh ne ve, kje Slovenija je. Ker pa to vidijo, se vzpostavi neko zanimanje. Ne. Zdaj, če gremo mogoče stran turizma, kar tukaj navajamo, ne, se pravi ustvarjanje novih delovnih mest, ne, pravi se neposredno in posredno. Ne, se pravi ta industrija dejansko pri projektih, ko se izvaja, ko se kreirajo neke vsebine, ne, niso samo neposredna delovna mesta, ampak tudi posredna. Ne. Gre za kreativnost, ne, ki se spodbuja tukaj. Ne. Se pravi, gre za neko gospodarsko dejavnost, ki zaposluje in izobražuje neke, bom rekel, zelo specifične profile. Ne. Zanimivo je tudi z vidika tujih naložb, ne, se pravi privabljanje, kot sem rekel, tujih produkcija, ne, za sabo potegne vse to in zaposlovanje in finančne učinke. Ne. Po drugi strani pa tudi izvoz, ne, glede na velikost te industrije, se pravi smo rekli 200 milijonov evrov se približno generira, ne, v tej industriji, ne, na zelo velik delež, relativno zelo velik delež v izvozu slovenskega gospodarstva. Ne. Na zadnje mogoče razvoj nacionalne blagovne znamke, ne, to je za Slovenijo zelo pomembno, ne, kot še vedno, bom rekel, neke male, razmeroma neprepoznane države v svetu, ne, tudi tukaj se mi zdi, smo naredili veliko korakov naprej, ne, ampak audiovizualna industrija definitivno tukaj ima lahko zelo močno vlogo, poleg Luka Dončića verjetno najmočnejša. Ne. Zdaj, če čisto dam v nek kontekst, ne, koga mi smatramo kot deležnike, ne, se pravi imamo ustvarjalce, imamo javne institucije, imamo, bom rekel, druge deležnike, ne, se pravi med ustvarjalci je neka diskrepanca med, bom rekel, komercialnimi ustvarjalci, ne, in poudaril bi, da to, kar je ta diskusija, ni namenjena samo komercialnim ustvarjalcem, ni bila generirana samo z namenom spodbujanja komercialnega dela, ne, ampak tudi tega drugega, ne, kulturno-umetniškega dela, se pravi neprofitnega dela. Ne, se pravi, moramo razumeti, da gre tukaj za neko ravnoteže, ne, med obemi temi strukturami, ne, in da tudi v bistvu kakršnakoli državna politika je, mora naslavljati, bom rekel, oba dela. Ne. Potem imamo javne institucije, ne bom zdaj bral, ne, ker vemo, kje so, ne, pač veliko tukaj vas je, ne, tako da tukaj nima smisla. Ne. Potem so pa še druge deležniki, mogoče zdaj izpostaviti tukaj, ne, te, bom rekel, spletne platforme, ne, se pravi, te imajo zelo velik pomen, vedno večji pomen, ne. Imamo tukaj seveda tudi televizijske hiše, kinematografe, izvajalce vseh možnih podpornih storitev, ne, se pravi to, ko sem prej rekel, da se zaposlujejo potem tudi ljudje iz teh podpornih storitev, bom potem nekaj številk dal. Ne. Imamo oglaševalske agencije, se pravi en kup zasebnih in javnih, ne, deležnikov tukaj noter, ki se pač prepletajo. Zdaj, če pogledamo Slovenijo, ne, neka SWOT analiza, ne, se pravi, kaj so prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, ne, se pravi, če gledamo z vidika prednosti, ne, Slovenija definitivno je, in tudi v študiji tam navajamo, ne, tudi tale, koga smo intervjuirali, Dragana Bjelogrlića, Slovenija kot snemalna lokacija je atraktivna, ne, se pravi, je lepa, nedvomno, ne, se pravi, ima en kup lokacij, ki so lahko zanimive, ne, ima odlično infrastrukturo, ima izobraženo delovno silo, govorimo jezike, smo blizu, bom rekel, številnim drugim destinacijam, tako da z tega vidika ima Slovenija definitivno prednosti, ne, ni pa seveda osamljena teh prednosti, imamo tudi druge države, ki imajo podobne prednosti, ne, ampak je pa sigurno zanimiva država. Ne. Zdaj, kje so priložnosti, kje mi vidimo, ne, se pravi, tukaj sigurno bi morala biti državna politika bolj proaktivna, ne. Jaz se zavedam, da imate te pač omejitve zaradi menjave vlad, ne, in zanimivo bi pogledati, kakšni so, bom rekel, kakšne korelacije med menjavanjem kulturnih ministrov in
temi spodbudami, to verjetno ne bilo najboljša, ampak državna politika sigurno bi morala biti tukaj bolj proaktivna. Filmski turizem, se pravi, to recimo na Hrvaškem zelo to promovirajo, Islandijo sem premenil, se pravi, veliko držav preko filma zelo promovira turizem, je definitivno ustvarjalna industrija in tako naprej, se pravi, več tega je opisanega v študiju. Zdaj, kaj so neke slabosti, predvsem jaz mislim, da v neki splošni javnosti je ta neprepoznavnost prednosti te industrije je sigurno prisotna. Se pravi, ljudje se enostavno po mojem ne zavedajo, kakšne prednosti ima ta industrija, kaj lahko sama prinese. Prek pač te študije, ko smo delali intervjuje, tudi jaz s tem nisem bil seznanjen prej, ampak dejansko gre za to, da tudi določene, bom rekel, lokalna okolja, ki so najbolj atraktivna, so to nacionalni parki, so to kakšna mestna središča ali tako naprej, niso seznani s tem, kakšne koristi ima to lahko za njih in dostakrat prihaja do blokiranja določenih projektov. Se pravi, to je tudi en aspekt tega. Čisto bom rekel, z nekega finančnega vidika sigurno slabost Slovenije je, da je nerazvit kapitalski trg, težko je dobiti financiranje komercialno za projekte, kar je, bom rekel, velika slabost, ki je pač objektivna, se pravi v nekih večjih razvitih trgih v Angliji, v Ameriki sploh, je veliko teh projektov avdiovizualne industrije lahko financirano komercialno, v Sloveniji manj, zaradi nekih, bom rekel, danosti, se pravi majhnega trga, omejenega okolja, kar se jezika tiče in tako naprej. Glede nevarnosti jaz ne bi prej izgubil besed, se pravi tukaj imamo druge države, ki enako razmišljajo, ki so bolj proaktivne, sosednje države, Madžarska bom bolj prikazal, recimo zelo aktivna tukaj. Se pravi Slovenija, jaz mislim, da dejansko je z vidika razvoja podpornega okolja, ambicioznosti, je verjetno en korak od zadnje. To je to. Potem, če gremo na čisto na ekonomske in fiskalne učinke, zdaj, kakšni so, sem rekel, neposredni fiskalni učinki teh 38,6, se pravi, to pomeni še enkrat, kolikor se pač tukaj poraba, skoraj 40% tega gre nazaj v proračun preko raznih dajatev. Glede tega, kako se stroški delijo, se pravi, če si pogledamo nek tipičen oziroma nek povprečen projekt, se pravi, večina izdatkov gre za najem in zakup opreme, nepremičnine, potem je tukaj prevozi, so nastanitve, so potem poslovne storitve razne povezane, ampak to je nekako neka ta razdelitev, ko gledamo za nek projekt, kam, se pravi, katere storitve se tukaj iščejo. Tole mislim, da je zelo pomembno, da se pojasni. Se pravi, tukaj imamo več nekih črt, imamo, se pravi, podatke smo vlekli od tukaj odvisno od kje, od 2008 naprej, za določene stvari ni bilo podatkov, ampak tukaj najprej, če vgledamo spodnja črta, to so državne podpore AVI sistemskih virov financiranja. In to gre, se mi zdi, da 10,7 oziroma zdaj še celo nekaj manj, se pravi, bilo je malo več, pa malo manj, se okrog 10 milijonov evrov na letni ravni, kar ni neka, bom rekel, prav velika številka. Ampak kar je pa bolj zaskrbljujoče je pa to, da če gledamo najprej, kakšni so fiskalni učinki, se pravi, to je teh 40% od projektov, se pravi, če imamo 200, oziroma teh 40% od vseh projektov, zdaj pa multiplikator, to sem rekel, se pravi, za vsak projekt je celotni ekonomski ali fiskalni učinek 1,8 krat više od neposrednega učinka. Zdaj, če dam primer, tudi v študiji noter, na 100 zaposlenih v nekem projektu avdiovizualne industrije, je še 80 zaposlenih iz raznih drugih, bom rekel, podpornih industrij. Se pravi, to je ta multiplikator 1,8. In tukaj je potrebno potem gledati, se pravi, osnovno zelena črta je celotni fiskalni učinki, z multiplikatorjem je to 1,8 krat toliko. Zdaj, če pa pogledamo potem naprej, kakšna je pa bruto dodana vrednost tega sektorja. Vidimo, da je nekje okrog 90 milijonov evrov, se pravi, za tem multiplikatorjem 1,8 je pa na 180 milijonov evrov je bruto dodana vrednost te industrije. In zdaj, če gledamo to temno modro črto v primerjavi, za to spodnjo črto ne vidimo, da so škarje, se pravi, od leta 2013 naprej, ko je prišlo do, bom rekel, precejšnjega povečanja bruto dodane vrednosti, ki jo ta industrija ustvarja, je ta, pa se pravi, državne spodbude so nekako stagnirale, kar je nekako apel še enkrat tukaj državnim sekretarkam, da nek razmislek. Jaz mislim, da to je najbolj taka, bom rekel, povedna številka v celi tej študiji.
To so čisto prikaz, da se razume, iz kje so te vere, se pravi 9,6 milijonov v letu 2018, skupna številka, koliko je bilo javnih verov, se pravi, tako je pa to približno razporejeno, se pravi, največji delež je Slovenski filmski center, potem pa RTV preko, bom rekel, različnih mehanizmov, kar je mogoče izpostaviti tudi za tuje projekte, je namenjeno, se pravi, je alocirano 1 milijon evrov od tega, od teh 9,6, in sicer zdaj se 25% stroškov snemanja tujih produkcij v Sloveniji se povrne. In to je mehanizem, ki ga imajo tudi druge države, potem kasneje pokazujejo. Se pravi, tukaj smo nekako konkurenčni. Se pravi, tukaj, bom rekel, je Slovenija vzpostavila tudi nek mehanizem, da se privablja tuja produkcija. Zdaj, tukaj smo 4 države izpostavili, zdaj v študijih je še nekaj, pa tudi bolj podrobno razloženo, se pravi Hrvaška, ima tudi teh 25%, pa dodatno 5% za povračila v primeru snemanja na območjih z, bom rekel, s podpovprečno stopnjo razvitosti, recimo v Slavonija. Poleg tega pa Hrvaška ima še zelo spodbujate filmske festivale, meni se je 12 filmskih festivalov na leto v Hrvaški in tako naprej. Se pravi, Hrvaška ima, bom rekel, kar aktivno politiko. Madžarska, zanimivo je, poleg Velike Britanije, druga najbolj, bom rekel, je destinacija za Veliko Britanijo, kjer se največ ameriških produkcije odvija v Evropi. Se pravi, Madžari so zelo intenzivno šli v to, imajo loterijski davek, kjer zbirajo veliko denarja za to. To povračilo so dvignili na 30%, in tako naprej in tako naprej. Se pravi, zelo, bom rekel, so šli konkretno v to in imajo, bom rekel, kar velik biznis iz tega, se pravi, v Budimpešti in tudi v drugih delih Madžarske. Avstrija ima malo drugačno strukturo, je tudi precej večja država kot Slovenija, se pravi, neke regionalne ravni, kar verjetno ni aplikabilno za Slovenijo, ima pa pač tudi nek branding, se pravi, Location Austria, je pač tudi del tega Advantage Austria, se pravi, spodbuja tudi to na ta način. Romunija, recimo, šla zelo agresivno, 35% plus 10% v primeru, da se noter prikazuje v teh projektih Romunija, da se prikazuje pozitivno in tako naprej. Se pravi, možno do 45% dobiti povračila, vkolikor si ti neka tuja produkcija, ki dela Romunije. To je samo nek kratek nabor oziroma pregled tovrstnih spodbud. Mislim, Slovenija, kot sem rekel, tukaj je nekje, bi se pa verjetno dal še kaj razmisliti na to temo. Zdaj mogoče neki kratkoročni predlogi rešitev. Sigurno bi bilo treba umestiti to industrijo v delovanje agencije Spirit, se pravi neke strukture, ki so že vzpostavljene za profiliranje Slovenije v tujini, za privabljanje tujih neposrednih naložb, za spodbujanje slovenskega izvoza. Se pravi, imamo neko platformo, ki se imenuje Spirit in sigurno tukaj bi bilo treba več narediti, da bi se ta industrija umestila tudi v delovanje Spirit. Potem, kar se tiče zagotovitev optimalno delovanja filmske komisije, tukaj verjetno, oziroma naslavljamo predvsem kadrovsko podhranjenost, seveda tukaj spet bilo potrebno verjetno, oziroma po naših primerjalnih analizah, ki smo delali z drugimi državami, zagotoviti več financiranja, da bi se lahko kadrovsko okrepila. Tukaj nisem povedal verjetno nič novega, ampak to je sigurno en del, ki tudi verjetno pri nas je, bom rekel, da je kadrovska podhranjenost teh struktur. Možen bi bil tudi nek razvoj tega potencijala domačih projektov preko sistema voucherjev. Zdaj, kaj je sistem voucherjev? Gre predvsem za spodbujanje, se pravi, slovenski podjetniški sklad ima vzpostavljen sistem voucherjev, gre za spodbujanje malih in srednjih podjetij. In tega prej nisem povedal, da velika večina igralcev v tej industriji so male in srednje podjetja oziroma mikropodjetja. In tudi tukaj bi lahko nek sistem, ki je že vzpostavljen, se pravi sistem voucherjev, ki ga ima podjetniški sklad, bi lahko pač tukaj uporabljali, bom rekel, bolj agresivno. Pa to mogoče četrta točka, kar sem prej omenil, dialog z lokalnimi skupnostmi in okoljskimi institucijami, se pravi, da bi se olajšal pridobitev raznoraznih dovoljenj, ki so potrebna za snemanje na lokacijah, v nacionalnih parkih in tako naprej, da bi tukaj, se pravi, država pomagala, da bi bil ta dialog z lokalnimi skupnostmi lažji. Je še nekaj, bom rekel, srednjeročnih predlogov, zdaj v danem političnem kontekstu verjetno težko govorimo, ampak vseeno, se pravi neka, bom rekel, koherentna državna gospodarska strategija, se pravi ne samo ministrstvo za kulturo, tudi ministrstvo za gospodarstvo, da je vključeno v neko to, bom rekel, obnovljeno strategijo, kjer bi se naslavljali veliko tega, o čemer sem govoril,
v tem kontekstu zagotovitev dodatnih virov financiranja, ne, razvijanje kadrovskih kapacitet in tako naprej, tudi zakonodaja. Ne. Se pravi, to so neki te, bom rekel, ukrepi, ne. V sami te naši študije pa to precej bolj natančno opisane. Tako da to, zdaj veliko od vas je to že slišali, zdaj če imate kakšno vprašanja, z veseljem odgovorim, ne. Če ne pa hvala lepa. No. Tako da, ne vem. Hvala lepa, gospod Vesnaver.